Prav lep pozdrav na prvem informativnem dnevu Visoke šole za računovodstvo in finance za prihodnje študijsko leto, ki se bo začelo oktobra 2026. Jaz vas bom zdaj najprej s pomočjo prosojnic popeljala skozi študijske programe, ki jih nudimo pri nas na šoli, potem pa bom seveda tudi vam dala priložnost, da me karkoli vprašate, tako da mogoče na tale način bo najbolje. Jaz upam, da vidite zdaj prosojnice, tudi vklopila bom diaprojekcijo, tako da bomo videli celoten zaslon. Seveda je verjetno najprej vprašanje, zakaj sploh postati strokovnjak s področja računovodstva in financ. Verjetno so razlogi, zakaj ste danes tukaj, različni. Ali zato, ker želite mogoče vplivati na odločitve v podjetju, ker veste, da je računovodja res desna roka tudi odločevalcev v podjetju. Ali želite mogoče postati vodja finančno-računovodske službe, ali želite postati svetovalec poslovodstvu, ki se skupaj z njimi odloča o prihodnosti podjetja. Ker vemo, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodje, kajti že skoraj več kot 86% vseh funkcij v računovodstvu, oziroma bolj bom rekla v knjigovodstvu, bi lahko avtomatizirali, in vključevanje računovodstva v poslovanje je ključno predvsem pri oblikovanju potrebnih informacij za odločanje. Kaj so prednosti in koristi za slušatelje, če se vključijo v naše izobraževalne programe? Predvsem so to aktualne vsebine z področja računovodstva in financ. Slušatelji hitro pridobijo in nadgradijo informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Vse, kar poslušate pri nas, je takoj aplikativno v praksi, ker so naši predavatelji strokovnjaki svojega področja in se vsakodnevno ukvarjajo z vprašanji, ki jih tudi potem na predavanjih predstavljajo. Izobraževanja so podkrepljena s konkretnimi pripomočki, ki jih lahko seveda tudi potem uporabljate pri svojem delu. Zdaj, kako postati dober računovodja ali finančnik? Pri nas imate možnost izbrati med dvema potema. Ali prva je, da se priključite študijskemu programu in dobite formalno izobrazbo, ali pa se priključite izpopolnjevalnim programom, kjer dobite specifična znanja, ki vam mogoče manjkajo, in pridobite s tem certifikat, ki ga potem seveda sproti obnavljate. Študijski programi. Dodiplomski študijski program, to je program prve bolonjske stopnje. V okviru tega študijskega programa imamo 3 smeri: računovodstvo, finance in pa računovodstvo in finance v javnem sektorju. In pa magistrski študijski program, tu je ena smer, in sicer z področja forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu, to je pa v bistvu potem izobrazba druge bolonjske stopnje. Izpopolnjevalni programi, teh je kar 5, ki smo jih razvili pri nas, to je certificiran poslovodni računovodja, certificiran preiskovalec prevar, certificiran strokovnjak za obračun plač in pa davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. In bom rekla, takšen najnovejši ali pa zadnji, ki smo ga nekako razvili, je pa certificiran finančni računovodja, ker je bil tudi prvič izvajan v preteklem študijskem letu. Zdaj, kaj je skupno vsem našim študijskim programom? To je absolutno ta kreativnost pri študiju. Vso gradivo dobite odloženo v našo spletno učilnico, e-učilnico, veliko praktičnih primerov, ki se rešujejo v skupinah, seminarske naloge rešujete, pri seminarskih nalogah rešujete svoje probleme v podjetju, torej, če uporabljamo seminarske naloge, so te zelo praktično usmerjene. Nekako vidimo našo šolo kot prostor za zaupanje in nadaljnje sodelovanje, elektronska študijska literatura in pa vso ostalo literaturo lahko pridobite v naši knjižnici Ivana Turka. Vkolikor nimamo literature v naši knjižnici, to zagotovimo z medknjižnično izposojo, tako da vam naša knjižničarka potem pri tem pomaga.
Nato dobite seveda izobrazbo ustrezne stopnje glede na študijski program, ki ste si ga zadali. Razpoložljivost predavateljev, ki pokrivajo posamezne predmete, je zelo velika, to je preko forumov v spletni učilnici, preko e-mailov. Nekako menimo, da je naš študij po meri študenta, zato ker dejansko so vsa predavanja v popoldanskem času, pri nas se predavanja začnejo 16:30 in trajajo nekje do 19:45, 20 ure. Študij smo v zadnjih letih prilagodili na ta način, da se izvaja v hibridni obliki, torej lahko pridete v predavalnico, poslušate v živo predavatelja, če ste zelo daleč ali vam služba to ne dopušča, lahko spremljate na daljavo, neposredno. S tem, ko spremljate na daljavo in se vključite v predavanja, tudi sodelujete v razpravi, tudi sodelujete pri reševanju praktičnih primerov, le da to izvajate na daljavo. Prav tako večino predavanj posnamemo in so potem posnetki predavanj na razpolago v spletni učilnici do, bom rekla, konca študijskega leta, v katerem se predavanje izvaja. Tako da to je nekako skupno vsem našim študijskim programom. Če pa zdaj vseeno podrobneje predstavimo posamezne. Dodiplomski študij, kot sem rekla, imamo 3 smeri. Raven izobrazbe, ki jo pridobite, je 6/2. Študij traja 3 leta. In seveda v vsakem letniku se potem delajo izpiti, ko poslušate predmet, izvaja se tudi praksa v 2. letniku in na koncu je potrebno tudi pripraviti diplomsko nalogo. Naziv, ki ga dobite, je diplomirani oziroma diplomirana ekonomistka. Kakšne so zdaj razlike med predmetniki študijskih programov? 1. letnik je enak za vse smeri. Potem pa se v 2. letniku delno že začnejo razlikovati vsebine, v 3. letniku pa so si smeri kar precej različne. Tako vidite, na primer, da pri financah v 3. letniku poslušate zahtevna poglavja iz analize poslovanja, finančne inštrumente, borzno poslovanje, obvladovanje finančnih tveganj, financiranje rasti podjetja. V 2. letniku imate osebne finance, medtem ko računovodstvo in finance javnega sektorja je zelo usmerjeno v specifiko javnega sektorja, kajti vemo, da sta to včasih 2 različna svetova, javni sektor in pa gospodarstvo. Tako se boste podrobno spoznali tudi z državnim proračunom, občinskim proračunom, proračunom EU, poslovanjem proračunskih uporabnikov, evropska sredstva v Sloveniji, nadzor javnih financ, javno naročanje in tako dalje. Medtem ko smer računovodstvo, ki je pri nas trenutno najbolj priljubljena in najbolj obiskana, pa seveda poudarja vsebine računovodstva, od stroškovnega računovodskega poročanja, organiziranje računovodstva in financ v podjetju, zahtevna področja finančnega računovodstva in tako dalje. Verjamem, da ste si tudi predmetnik malo pogledali, tudi na spletni strani je to vse lepo po smereh razdelano, tako da si boste to vedno lahko pogledali. Če ste pa detektiv po svoji naravi in v bistvu razmišljate o 2. bolonjski stopnji, je pa seveda za vas pravi magistrski program forenzične preiskave v financah in računovodstvu. Smo prvi in edini v Sloveniji, ki izvajamo to obliko programa in zanimanje je veliko, kajti res lahko na vseh področjih to uporabljate. To je 2. bolonjska stopnja, raven izobrazbe, ki jo dobite, je 7. Trajanje študija je 2 leti, torej tudi izpiti in magistrska naloga. Na koncu dobite naziv magister oziroma magistrica financ in računovodstva. Zdaj, če povzamemo šolnine za študijska programa, to se pravi dodiplomski študijski program, šolnina znaša 3750 na leto oziroma 3950, če izberete kombinirano obliko študija. Kaj je zdaj razlika med kombinirano obliko študija in pač normalno obliko študija, če bomo tako rekli? Razlika je v tem, da pri kombinirani obliki študija imate tudi možnost delati izpit na daljavo.
Vse ostalo je enako, pri obeh lahko prihajate v predavalnico ali spremljate samo na daljavo, če pa vam je zelo težko tudi na izpit priti v predavalnico in bi želeli izrecno to opravljati na daljavo, vam to kombinirana oblika študija omogoča in je seveda tudi potem nekoliko dražja, ker to pomeni nekaj več tehničnih priprav pri izpitu, v bistvu inštalacije neke dodatne programske opreme, ki omogoča, da pač res tako tisti trenutek lahko gledate in delate samo izpit. Zdaj, sama šolnina je razdeljena na 2 dela, to je vpisnina 200 €, ki jo plačate takoj, ko se vpišete, medtem ko sama šolnina pa jo lahko plačate v večkratnih obrokih, to se pravi, možno je plačilo na 10 obrokov. To se seveda odločite sami, glede na vaše pač finančne zmožnosti, ali pa če plačate v enkratnem obroku, pa lahko dobite tudi 50 € popusta. In na koncu še je prispevek za pristop k diplomi 650 €. Magistrski študijski program je šolnina 4150 oziroma 4350, če izberete kombinirano obliko študija. Tudi tukaj en del odpade na vpisnino, to je 350 €, ostalo si lahko potem razdelite na maksimalno 10 obrokov. Tudi tukaj velja popust, če plačate v enem enkratnem znesku, in pa pristop k magistrski nalogi je 850 €. Kaj vse je všteto v šolnino? To je tudi članstvo v naši knjižnici, potem imate tudi 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih izvajamo. To so predvsem kakšni konference, seminarji, ki jih imamo. Tukaj niso mišljeni, bom rekla, šolnine ostalih študijskih programov, ampak za krajše oblike, enodnevni seminarji in pa razne konference. Potem ste zelo dobrodošli in vas vabimo tudi po končanem študiju v vključitev v alumni klub, kjer se naši študentje potem družijo v smislu strokovne pomoči en drugemu, izmenjave izkušenj in tako dalje. Prav tako imate neposreden kontakt s predavatelji, strokovnjaki iz prakse, ki vam velikokrat dajo zelo konkretne nasvete in včasih marsikateri študent reče, da v času študija ni potreboval dodatnih sredstev za svetovalce, ki jih mogoče drugače plačujete, ko pridete do težkih vprašanj. Zdaj lahko to rešujete potem v okviru šole, vključite v študijski proces, kar mislim, da je ena velika prednost. In pa seveda dobite kontakt z ostalimi računovodji, ki študirajo na VŠR. Izkušnje kažejo, da se spletejo zelo globoka prijateljstva, tako na privatnem kot službenem področju, in da potem zelo dobro sodelujejo tudi po končanem študiju študentje, ki so študirali pri nas. Prav tako imamo kar nekaj obštudijskih dejavnosti, to so razni raziskovalni projekti, po kreativni poti do znanja, udeležba na konferencih, seminarjih, delavnicah. Tudi imate možnosti mednarodnih izmenjav, objave strokovnih člankov v naših revijah. Tu pri mednarodnih izmenjavah bi predvsem rada poudarila, da je pač od izkušnje z covidom ta mednarodna izmenjava možna tudi na daljavo. Torej ni več potrebno, da fizično greste na drugo visoko šolo, kamorkoli, ampak se lahko tudi na daljavo vključite in poslušate določene predmete na drugi fakulteti, ali pa mogoče so ti obiski bistveno krajši, greste samo za par dni. Ker zavedamo se, da je v bistvu takšna klasična mednarodna izmenjava našim študentom včasih zelo nemogoča, ker so pač redno zaposleni in je to potem dodatna obremenitev. Pa poglejmo zdaj še te izpopolnjevalne programe. Za te izpopolnjevalne programe se boste verjetno odločali ali pa razmišljate, če formalno izobrazbo že imate, ki jo potrebujete, vidite pa, da vam mogoče manjkajo določena strokovna znanja. Tako je na primer certificiran poslovodni računovodja, primerljiv z mednarodnim programom CIMA in IMA, to sta pač ameriški in angleški programi. Znanja, ki jih pridobite, so za podporo odločanja, izdelava analiz, priprava računovodskih informacij.
Namenjen pa je tako menedžerjem, članom uprave, poslovodstva, za diplomirane ekonomiste, finance, prava, to se pravi zelo širok spekter ljudi lahko pride po ta, bom rekla, specialna znanja. Potrebna izobrazba je srednješolska ali višješolska izobrazba, pač ob ustreznih delovnih izkušnjah. Ta program, bi rekla izpopolnjevalni, je po vsebini najbolj podoben dodiplomskemu študiju smer računovodstvo. Medtem ko certificiran preiskovalec prevar je pa primerljiv z mednarodnim priznanim programom ACFE, znanja pridobite iz področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar, financah in računovodstvu, primeren je pa za diplomante ekonomije, financ, prava, organizacije dela in sorodnih področji. Vpis je tudi za srednješolsko in višješolsko izobrazbo, seveda ob ustreznih delovnih izkušnjah. In dobite potem seveda naziv certificiran preiskovalec prevar. Davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije je tudi izpopolnjevalni program, ki ravno tako traja 1 leto, je tudi v fazi akreditacije pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Prav tako je vpisan katalog pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije po opravljenem izobraževanju in zagotavljamo vam tudi redna izobraževanja za osvežitev znanja in za obnavljanje licence. Vpišete se lahko za srednješolsko, višješolsko izobrazbo, seveda ob ustreznih delovnih izkušnjah. Tudi s tem izpopolnjevalnim programom začnemo oktobra. Certificiran finančni računovodja, ta pa pridobi znanja za pripravo vseh vrst računovodskih poročil za zunanje uporabnike, to se pravi statistična poročila, davčni obračuni, letna poročila. Namenjen je predvsem osebam, ki delajo v računovodstvu in morajo pripravljati računovodska poročila za zunanje uporabnike. Zdaj potrebna predhodna izobrazba je srednješolska ali višješolska, spet ob ustreznih delovnih izkušnjah. Prvič se je izvajal v študijskem letu 24-25 in dobite naziv certificiran finančni računovodja. Kotizacija za vse te 4 naštete programe je 2500 €, ki jih lahko plačate v 2 do 10 obrokih, če v enkratnem obroku plačate, pa je 2450. Cena vsebuje tudi 4 pač študijsko literaturo in 3-krat opravljanje izpita in pa vse ostalo, kar smo že našteli, že pri ostalih študijskih programih, tudi tukaj je všteto v to kotizacijo. Certificiran strokovnjak za obračun plač pa je nekoliko krajši izpopolnjevalni program, ker za prejšnje 4 sem rekla, da trajajo 1 leto. Ta izpopolnjevalni program pa je v obsegu 8 srečanj, kar pomeni, da nekako vse skupaj traja 2 do 3 mesece. Izvaja se enkrat letno v jeseni, začnemo že običajno septembra in potem oktober in pa še delno v november, odvisno koliko pač damo prostega časa med enim in drugim predmetom, ker je sestavljen iz 2 predmetov. Prav tako je potem vpis v register certificiranih strokovnjakov za obračun plač in zagotavljamo vam redno izobraževanje za osvežitev znanja. Cena je 1620 € in začne se septembra spet 2026. Zdaj, kdaj se lahko vpišete v šolo? Tu so pač zdaj uradni roki, ki so objavljeni tudi na spletni strani, čeprav mi je moja kolegica, ki ureja razpis na EVŠ-ju, javila, da še žal ni odprto oziroma da verjetno ne bo še 18.2. EVŠ odprt, ampak da se bo to zgodilo enkrat v začetku marca. In takrat, ko bo, če boste želeli, vas bomo tudi o tem obvestili in potem se lahko vpišete vse do 14.8., potem so ene kratke počitnice in potem spet vse do konca septembra. Zdaj, če ste končali mogoče višjo šolo ali kakšno drugo, že imate izobrazbo, se lahko v višji letnik vpišete po merilih za prehode in priznavanje predhodno pridobljenih znanj. V tem primeru vas seveda prosimo, da nam vso dokumentacijo, ki jo v zvezi s tem imate, in potem vam povemo, če se lahko vpišete na primer že kar v drugi letnik ali karkoli drugega.
Vpisujemo tudi v Mariboru imamo poslovno enoto, vendar v Mariboru se ne izvajajo predavanja, je pa možno v Maribor prihajati na izpit. Torej, če ste bolj blizu Maribora ali pa iz štajerskega področja, pa bi želeli večino predavanj spremljati na daljavo, izpit pa bi mogoče vseeno želeli priti pisati na lokacijo, lahko to tudi opravite v Mariboru. Zdaj, naš študij ali pa vsi študijski programi so zelo usmerjeni v to, da povezujejo naučeno in da to takoj lahko prenesete v poslovno okolje. Veliko se učimo na primerih iz prakse in pa vključujemo vas tudi v praktične primere. To se pravi, klasične seminarske naloge vedno bolj nadomeščamo z kakšnimi projektnimi nalogami in odzivi študentov so zelo dobri, ker pravijo, da je to veliko bolj zanimivo delati, kot pisati na primer seminarske naloge, ki včasih znajo biti kar malo suhoparne. Zdaj, za vse tiste, ki ste danes prišli na ta informativni dan, vam želimo, bom rekla, pripraviti ali pa dati eno posebno ponudbo in vas spodbuditi, da se čim prej odločite k vpisu. In če odločitev o vpisu v katerikoli izmed naštetih študijskih programov sprejmete do 20.2. in nam to sporočite na referat@všr.si do 16. ure, vam pripadajo določeni prihranki oziroma popusti. To se pravi, če se bi odločili za dodiplomski študijski program, je to prihranek 300 evrov, če za magistrski študijski program pa 200 evrov. Seveda, če boste zdaj izrazili to, bom rekla, zanimanje oziroma interes, da bi se vpisali, nam boste zdaj v prvem trenutku to sporočili na mail, kot sem rekla, e-mail. Ko bo pa EVŠ odprt, vas bomo o tem obvestili in potem tudi vam dali dodaten rok, da ta uradni vpis naredite tudi na EVŠ-ju. Ker šele takrat, ko se vi preko EVŠ-ja vpišete, ste res vpisani in vas potem mi obdelamo. Tako da to je ponudba za tiste, ki ste danes se udeležili informativnega dneva in, bom rekla, resno razmišljate o študiju. Toliko zdaj o tej predstavitvi. Tukaj na zadnji prosojnici še imate nekaj, bom rekla, takšnih osnovnih podatkov, od e-maila referat@vsr.si, spletne strani, da se nahajamo na naslovu Stegne 21C v Ljubljani, v Mariboru pa na Partizanski 26. Tudi tukaj imate telefonske številke, so pa vse te informacije tudi na spletni strani, tako da v bistvu lahko kjerkoli črpate te informacije. Tako sem jaz nekako zaključila s to uradno predstavitvijo, bi pa vas seveda zdaj lepo prosila, da se oglasite, kar brez zadržkov, vklopite svoje mikrofone. Vesela bom, če se boste tudi pokazali in vprašate, kaj vas zanima. Mogoče sem kaj pozabila, pa niti ne vem, pa me vprašajte, karkoli vam leži na srcu. Dober večer, se slišimo? Ja, se slišimo, lep pozdrav. Ja, moje vprašanje bi bilo, zdaj jaz se zanimam za certificiran računovodja, ne vem, poslovodni, finančni, nisem še sigurna, moram si natančneje pogledati predmetnik. Moje vprašanje je, ali lahko brez pridobljene formalne izobrazbe iz ekonomskega področja prav tako pristopim k temu, oziroma koliko let delovnih izkušenj je tukaj potrebnih? Ja, kakšno izobrazbo pa imate, z katerega področja? Jaz sem magistrica prevajalstva, čisto popolnoma druga smer. Okej, pa zdaj delate v računovodstvu oziroma na, bom rekla, tej dejavnosti, kaj bi se želeli izobraziti? Trenutno ne, imam pa delovne izkušnje iz revizije in iz obračuna plač. 2 leti in pol. Aha. Ja, zdaj tako bom rekla, praviloma nekako zahtevamo 5 let delovnih izkušenj na tem področju. Zdaj pa, če sploh ni predznanja, malo, bom rekla, zna biti težava slediti vse skupaj, ne. Zdaj, če vas to področje vseeno zanima,
se lahko dogovorimo, pa mogoče naredite še kakšne dodatne diferencialne izpite, v tem smislu, da pridobite osnovna znanja, ki bi jih rabili. Ker zdaj, če se odločite, na primer, za certificiranega finančnega računovodja, tam imate tudi, na primer, mislim, da je predmetnik uvod v računovodstvo, kjer boste dobili neka osnovna znanja, medtem ko mislim, da pri certificiranem poslovodnem računovodju pa tega ni, je kombinacija enih in drugih, malo bi bilo treba pogledati. Tako da v bistvu da se, mogoče je malo težje, pa treba vložiti več truda, ali pa vam bi dali potem še dodatne izpite, ki bi jih bilo treba narediti, da manjko znanja nekako zapolnite. Ok, dobro. Potem pa lahko vprašanje tudi naprej pošljem še na vaš referat, pa se potem dogovorimo za tiste dodatne izpite. Tako, Kako to dajte mogoče zgleda? še res malo pogledati, ali vas bi bolj zanimal poslovodni računovodja ali finančni računovodja. Zdaj tudi, predvsem, kje si želite bolj delati, ne? Ali pa kje boste iskali, ker če sem vas prav razumela, trenutno niste v tej branži zaposleni, boste iskali zaposlitev. Ja, kaj vas bi bolj zanimalo, pa vam bomo potem probali konkretno svetovati, no? Dobro, hvala za odgovor. Ja, prosim. Še kakšno vprašanje? Se slišimo? Ja. Živja, jaz se pa zanimam za magistrski študij. Ja. Me pa zanima, če se da kakšne izpite opravljati že prej, glede na to, da se šolsko leto začne šele oktobra. Ja, dobro, da ste to vprašali, Darja, res nisem tega povedala, lahko. Vi lahko, bom rekla, tudi že kakšen izpit opravite prej in tega pač potem plačate po kreditnih točkah. Mi imamo objavljen tudi cenik, v katerem si potem točno zračunate, je pač objavljena cena kreditne točke, pogledate, koliko kreditnih točk ima predmet, ki bi ga pač poslušali, ga poslušate, naredite izpit in vse, potem pa v bistvu, ko se boste pa v jeseni vredno vpisali, se vam bo, bom rekla, del šolnine za število kreditnih točk, ki ste jih že opravili, zmanjšala za tisto leto. Ok, najlepša hvala. Ja, prosim. Kar korajžno. Zagotovo vas še kaj zanima. Ja, dober dan. Dober dan. Se opravičujem, jaz sem se pa malo z zamudo prijavila, ker sem imela neke težave. Pa bi samo vprašala, jaz sem zdaj na dodiplomskem študiju v Celju, pa me samo zanima, za magistrski študij se zanimam. Sem pa tudi na invalidskem vozičku in me zanima, ker sem prebrala, da lahko večinoma delamo online. Pa me samo zanima, če mi lahko tega razložite. Ja. Lahko. V bistvu vi se lahko neposredno priključite k vsem predavanjem in jih poslušate. To se pravi, ker pri nas, če ste zamudili, bom zdaj na kratko ponovila, vsa predavanja pri nas tečejo v popoldanskem času, od 16:30 ure naprej pa do tam nekje 15 do 8, do 20 ure, ne. In predavanja, bom rekla, potekajo v hibridni obliki, nekateri študentje res pridejo v predavalnico, ne glede na to, če ne morete priti v predavalnico, pa lahko, ker tudi veliko ostalih, ki so od daleč, ne pridejo v predavalnico in se vključijo neposredno k predavanju. Tako da to ni ovira. Poleg tega, bom rekla, večino predavanj posnamemo, nekaj predavateljev na magistrskem študiju res ne dovoli snemanja predavanj, na to vas pa izredno opozorimo, da pač predavanje ne bo posneto, da si res potem zorganizirate in tisti dan, da ste res bolj prisotni pri predavanju. Tako da to ni ovira. Tudi izpit lahko delate v vašem primeru na daljavo, to bi pač pomenilo, da si izberete kombinirano obliko študija, kjer vam potem vse pripravimo in naložimo tudi dodatne programe, ki jih rabite za to, da lahko izpit opravljate na daljavo.
Najlepša hvala. Zdaj pa še sam nekaj, recimo jaz se lahko že zdaj vpišem, ali moram počakati to leto, pač, da zaključim vse izpite in se potem junija vpišem šele? Ja, zdaj, če še vi zaključujete dodiplomski študij, ga le končajte. Oziroma, zdaj mislite zato, da bi ta popust izkoristili? To ste mislili? To sem zdaj na koncu nekaj ujela, pa nisem, ker sem prepozno prišla, pa sem tako na pol slišala, tako da Ja. Glejte, tudi lahko, ker zdaj lahko se pa rešuje, če vi slučajno ne bi študija uspeli še zaključiti do tak čas, ko se začne novo študijsko leto, pa vam, ne vem, manjka še samo diploma ali pa neka stvar, se vi lahko k nam vpišete tudi kot občan. Mi poznamo to opcijo in potem pač delate normalno izpite. Ko pa imate pogoje, pa se boste formalno lahko vpisali preko EVŠ-ja, se potem normalno vpišete in se vam potem ta šolnina oziroma kar ste posebej kot občan plačali poračuna. Tako da lahko. Ampak uradno na EVŠ-ju pa se boste lahko vpisali šele, ko boste končali ta dodiplomski študij, ki ga zdaj zaključujete. Ok, najlepša hvala. Prosim. Kdo se še bo ukorajžal z vprašanji? Imamo koga, ki se zanima za dodiplomski študij, ker zdaj sta bila dva za magistrski, za certificiran dodiplomski študij. Mogoče pri dodiplomskem študiju nisem dovolj poudarila, oziroma omenila sem, da je v drugem letniku praksa. Mogoče še par besed o tem. Zdaj, če ste že zaposleni v računovodstvu in delate v računovodstvu, lahko to svojo prakso uveljavljate. To se pravi, ni potrebno, da greste v drugo podjetje na prakso, ampak pač si pri svojem delu izberete določeno področje, ki ga v obliki poročila predstavite, obdelate in vam potem je to priznano kot praksa. Tisti, ki pa nimate mogoče ustrezne prakse, delate zdaj kje drugje ali pa na zelo sorodnih področjih, pa bi želeli prakso pridobiti, seveda zelo vas potem podpremo, tako da vam tudi pomagamo poiskati delodajalca, kjer bi lahko to prakso opravljali, ali pa si jo poiščete sami, kakorkoli, tako da tu vam tudi potem pomagamo, če je potrebno. Še kakšno vprašanje? Vidim, da je med nami že ena naša študentka, Violeta. Vidim prav? Dve naši gospe sta, tudi gospa Osolnik. Okej. No, zanimivo. Kakšne informacije sta pa vedve prišle iskati, oziroma bi vaju pozvali, kakšne so pa vaše izkušnje z študijem pri nas? Mogoče je to najboljše, če naši študentje kaj povejo. Violeta, vas smem izzvati? Očitno jih ni. Ali pa Nataša? Okej, Violeta je dvignila roko, kar izvolite. Lahko, Violeta, lahko se oglasite, ali imate mogoče težave z zvočnikom, mislim mikrofonom? Mislim, da ne more gospa Violeta govoriti. Ja, potem pa lahko tudi v klepet kaj napiše, pa bom jaz prebrala. Drugače si žal ne moramo pomagati. Se zato pa gledam tukaj, tako da. Ja. No, bom pa jaz malo povedala. No, lepo, super, povejte.
jaz sem bila že v drugem pa v tretjem letniku pri vas, ne, takrat je bilo malo drugače, pa mi je kar šlo, no, moram reči, in je bilo tudi fajn. Zdaj magisterij je malo bolj obsežen, ne, malo več predavanj imamo, pa tako, ampak je tudi kar v redu, se tudi da, no, veliko novega se tudi naučimo, tako da v redu, no, se mi Kaj dopada. vam je najbolj všeč, Nataša, če bi tako rekli? Kaj nekako vidite kot neko prednost, da študirate pri nas? Je to študij na daljavo ali praktični primeri, ki jih delamo? Ali kaj se vam Ja. zdi najbolj tako koristno? Ja, predvsem tu, da je lahko na daljavo, ne. Tudi izpiti, čeprav dobro, če je kaj računskega, je boljše kar priti pisati na lokacijo, ne, je mogoče lažje, ne. Pa tudi tako, ja, praktični primeri, ne, lahko se posvetujemo z vami tudi, s katerim predavateljem, karkoli. Fajn, no, mislim tako. Ne rabimo nobenih dodatnih izobraževanj, še posebej na področju, ne, če študiramo tule. Ja, super, super. Hvala, Nataša, za ta res pozitiven feedback. Med tem časom je pa res Violeta napisala v klepet. Pozdravljeni, žal mi ne dela mikrofon, pravi pa obiskujem prvi letnik magistrskega študija, predavanja so izredno zanimiva in dobim odgovore na vprašanja, s katerim se ukvarjam pri svojem delu. Super, hvala, Violeta. Zdaj pa še od ostalih, ki razmišljate o študiju pri nas, še kakšna dodatna vprašanja ali meni ali pa našima dvema študentkoma, ki boste mogoče tudi lahko s prve roke potrdile kakršnekoli informacije. Zdaj, če ni več vprašanj, mogoče tudi imate kakšne zadržke, pa ne želite tukaj vprašati, ni nobena težava. Obrnite se na referat, napišite nam mail, pošljite kakšno dokumentacijo, pa vam bomo probali konkretno odgovoriti na vaša vprašanja. Če nas želite spoznati v živo, vas pa zelo lepo vabim marca, mislim, da je 17. marec, Marjana, imamo tudi drugi informativni dan, ki ga povezujemo skupaj z dnevom odprtih vrat, gostimo v naših prostorih tudi dva tuja predavatelja, ki bosta zelo zanimive teme predstavila in vas vabimo, da lahko pridete poslušati to predavanje, je brezplačno, in pa se še v živo pogovorimo, se spoznamo, mogoče se vam do takrat še porodi kakšno vprašanje, pa še takrat karkoli poklepetamo v živo. Včasih je v živo tudi kar fajn se srečati. Če ni več vprašanj, potem se vam jaz zahvaljujem za ta obisk in upam, da sem vam vseeno dala čim več takšnih koristnih informacij, da se boste lažje odločili in vas seveda, če vsaj razmišljate o tem, da bi študirali, rabite to, probajte izkoristiti tudi ta popust, ki vam ga zdaj ponujamo. To je pač nekako res na hitro odločitev, ker vse leto hitro mine in tudi hitro bo oktober tu. Tako da, lep pozdrav vsem, lahko noč. Nasvidenje. 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 Nasvidenje.